Da so šolska tla čista, vaše nogice pa udobno preživijo šolski dan, poskrbijo šolski copati. Usnjeni so dobri. Najbolj sem pozorna tudi na številko noge, ker je to najbolj pomembno, pa to, da so mi udobni. Meni so osebno boljši te za natakan. Dekleta sicer pravijo, da je pri copatih treba razmišljati tudi o tem, da bodo lepo pristajali k oblačilom. Ponavadi imam črne ali pa sive, ker se pol najbolj paše tudi k temu, kar gor nosim. Imam modre copate, ker se večino modro oblačam. In še predlog za popestritev. Če ti je med poukom dolg čas, ali pa nimaš nič za delati, pa če vzameš malo copat, pa začneš po njemu risati. Fantje v višjih razredih pa so pogosto kar bosi. Se ne nose toliko, ni toliko popularno. Iz malce drugačnih razlogov je brez enega copata tudi Neda. Smo vsi sedeli, smo se pogovarjali in ko so vsi šli, mojega copata ni bilo več. In zdaj, ko kar detektivsko se pogovarjamo, kdo mi ga je vzel. In še en razlog za bose noge obstaja. Ponavadi kakšni fantje, ki so bolj nagajivi, se radi obmetavajo s copati, se vsi začnejo obmetavati in tako pa ful smešen postane. Takole sredi šolskega leta so sicer vaši nožni prijatelji že malce utrujeni. Sploh Tini že čakajo naslednike. Ja, nosim jih že 2 leti. Vitovi pa celega polletja niti približno niso preživeli. Svoje copate menja še pogosteje kot punce. Vsak let vsaj 3. Malce pošvedrani, spedenani, usnjeni iz blaga, pisani črni, kakršnikoli že, naj nosijo vesele lastnike.